Vsota številka 2 danes, Dedna gora, 1293 metrov. Sva pa izredno visoko parkirala, tle na koordinatah, ki sta jih dala Tomi pa Igor. Najdla sva brez problema, cesta je zelo lepa, makadamska, samo na nekih določenih mestih, kjer spravljajo les, je pač blatna. Tako da nimam nekih pripomb. Google Enajo je pripeljal super do sem. Zdaj se pa z tega parkirišča gre direkt gor po tem kolovozu. Kot pravim, iz parkirišča, ki je neke vrste obračališče za kamione z hlodi, po mojem, tako se vidi, nadaljujemo v to smer gor. Ne pričakujem nekih resnih vzponov. Tudi na sami karti je zadeva zelo blizu. Tako, radiomaterska oznaka te Dedne gore je S5 skozi Bravo radio 004. Midva sva tokrat prvič tle. Zanimivi hribčki za nabiranje točk. Tudi ta je vreden +3 bonus točke. Čeprav se vam še kako splača iti v tisti sezoni, ko dobite, se pravi od marca nazaj do decembra oziroma kontra december do marc. Tole, zelo podoben vizualno onemu prvemu, ki sva bila prej. Je pa kar nekaj vožnje od prvega do tega. Meni je Google ponudil 2 varianti, prva je napisal 42 minut, se mi zdi, druga pa 37. Tako da sem midva zbrala ta drugo in naj je lepo pripeljal do sem. Tako, na karti to izgleda zelo skupaj. Ja, bom pogledal, katera stran je prava, tista ali ta. Ok, moram pogledati kam. Lepo napredujeva po začrtani poti, ki je na navigacijah. Ampak ta hrib je, ni ta, ne ta pa ne uni tam na tej strani. Nista prava, ampak je malo bolj oddaljen naprej. V to smer, kamor gremo. Tako da en tak lep sprehod pred nama. Sploh ne morem verjeti, ker sem na avto pogledal noter, koliko stopinj kaže in je bilo napisano 8 stopinj. Sva pa vsaj na enih 1100 metrih, če ne še više. Verjetno pa da kar na enih 1200. S tem, da smo 13. decembra 2025. Total, ja, 13. Total nova zima. Izredno lep bukov gozd in ta kolovoz naj jo vodi proti drugemu današnjemu cilju. Dedni gori. Zanimivo, da oznak pa ni nobenih planinskih. Ja, zato, ker ni razgledna, pa pač ljudje kaj drugega počnejo v teh gozdovih. Nekje sva spet zgrešila en tanek kolovoz, tako da greva kar spet po svojem gor. Enako kot pri prejšnjem prvem hribu danes je tudi ta teren povsem nezahteven. Aha, tam gor tisto smer je vrh. Ja, tam gor vrh se že vidi. Koliko se vidi skozi to drevje, tam gor to smer. Ti gre, Boža? Ti gre? Treniraš za Kanjevca pa za planino Razor? Oziroma gor? Ne, planino Razor. Goro Razor. Jaz sem včeraj malo gledala od Grega Engelmana, spet tele njegove lepe videe. Na Kanjevc pa na Razor, ki je šel. Grega, hvala za trud. Zelo prav pridejo.
Počasi se približujemo samemu vrhu, na katerem je celo nek zapuščen objekt. Sklepamo, da kako vojaški. Verjetno pa zato ni nobenih oznak. Ampak zdaj bi že lahko se kakšne oznake narisali. Za planince. Za gorjane bolj kot planince. A si našla potko? Ja, tle je čisto pot je zgubljena, tako da je treba spet pogumno v naravo. Dan se nam je naredil prečudovit. Malo čutim spet vetra, mogoče ga pa ne bo kaj veliko. Ko ljudje zapustijo objekte, nekoč zelo pomembne, narava vzame situacijo v svoje roke in pogledajte, kakšne lepe smrečke so se zarasle noter. Dober dan, ste vi tle v službi? Ja, glih kar bom to smrečko okrasila. A jo kaj tle okrasimo, ne da danes kupujeva kavkaške tam v obih na rudniku. Ta je bolj gosta kot kavkaška. Stopi do nje, da vidimo, koliko je visoka. Smreka sicer hitro raste, ampak poglejte, koliko je to visoka. In kako je košata, in kako je lepa, in kako je ona varovana pred vetrom. Ta te druga je nekam bolj polomljena. Evo, sta še dve in nima ta pogoja. Preveč jih je skupaj, ta je pa imela srečo, da je bolj sama in je čudovita. Redko vidiš tako lepo košato. Ja, to pa imeli smo nekaj poti. Kaj si najdla zanimivega, da pokažemo gledalcem? Neka vrata odskočila, oziroma eno del šporheta. Ja, pa zgleda, da res. Pa lopata, evo. Dve lopati, ali ena lopata. A jo Ja, se... jaz mislim, da je bila ena vojaška. Ma seveda je bilo vojaško. A jo sestavimo? Ne veš. Seveda lahko. Ne, to sta dve različni lopati. So bile pa štinge gor. Ja. Neč, gremo mi postaviti UKV. Upam, da bo kam šlo. Soča 5-6, Ljubljana, Fara, Izola. Drago, živijo, evo, nažalost ni interneta, ne morem se objaviti. Tle smo v Medvedo je, se veš, ali pa Vuko je, smo včasih rekli. Nobenega signala. Prihajaš 5-9 na moj Slim Jim, super. Ja, v redu, tudi 5-9 prideš, hvala. Soča 5-7, Jadran. Samo sekundo, počakamo. Ok, Janez 5-9. Ja, Sandi, evo, še enkrat 5-5 v Podgorju doma. Lepo bod, lep pozdrav tudi za tvojo družbo, 7-3 živijo. Ja, malo sva cvikala, ali ne bova najdla po teh gozdnih cestah. Pa sva najdla. Upam, da še ta tretjič rata. Hvala, Janez, lep dan. Enako, lep dan, 7-3 živijo. Soča 5-0, Triglav Drava. Ja, S5-0, Triglav Drava. Evo, to mi boš pa zdaj malo pomagal. Zdaj sva tam na parkirišču, tistem ta največjem, okroglem, lepem. Verjetno se mora zdaj malo nazaj peljati proti ta zadnjemu, ne? Proti zadnjemu sem nazaj peleš tisti kilometer pa pol, ne? Pa potem naprej po cesti pod Mošuno. Ok, proti Mošunu, ne? Ja, proti Mošuno, ja. Ja, tam si neki X mirisal, da je neka ketna ali kaj, tam še tudi pol naprej. Ja, če bi pelil naprej, ne? Lani je bila tam veriga, letos pomladi je bila tam veriga in si ni dal čez Split. Aha, a pa kaj si tam parkiral pa šel peš tam, ko je veriga, ali si naprej pel okrog? Ja, okrog. Peleš okrog, tako kot si mu ne črtice narisal.
Ok, zdaj mi pa še sam to pove od tam pol naprej. Ja, tiste črtice so toliko na majčke, jaz sem si sicer sprintov, da malo so ja v oporu, ampak kar bolj Google dam gor, da one koordinate, ko ste dali. Pa verjetno prideš dol proti Postojni nekam, ne pa na avtocestu. Mi smo se kar nazaj penali. Aha, vi ste se nazaj, mislim, da ti Google da dol nekam, ja, pa ono dolino. Ok, bova že probala najti, če se zgubiva, bomo pa ceko klicali na 550, da prijete pomagati. Zaenkrat smo najdla, ja, je pa grozno teh cest, ja. Hvala, Tomi. Soča 5-7, Gorica Bled, 5-9, izvoli bolj. Ja, pozdravljeni, ki se dogaja. Zdaj ne vem, imaš ti kakšen slab stik, pa kar neki drugaci, pa 5-9 na polno tole pri meni. Izvoli. Nič nima mest nobenega stika, nekdo veselo stiska gor, pa motne dela. Za nalašč, hvala ti. Boštjan, hvala. Ja, lej, tudi to lahko. Aha, gledam, kje si, ja, poznam, ja. Lepo, fino. A kaj piha tam? Ti čisto rahlo, čisto nič. Na prejšnjem je fejst pihalo, pa to je pa lep sonček, no, tako da, ampak bo samo verjetno na kratko pa greva naprej, okej? Ja, seveda. Jaz bom pa jutri tam če mi bo ratal, pa bom mečkan stisku, pa to novo postajico sprobu. V redu je, 7-3 za enkrat, lepo se mej. Super, pa se pa kaj slišimo, če už na UKV-ju. Ceko Sota, Soča 5-7, Soča Portabel, Bravo Radio 004, Dedna Gora. S54 Tango Alfa. Dame, predvsem mlade, imajo prednost. S54 Tango India Mike, živijo, Martina 5, kaj ćemo dati, 5-7, pridi. Ja, lep pozdrav, Sandi, jaz se sicer slišim zelo slabo, tako mi 3-3, ampak toliko, da razumem. Ja, veš, kje smo midva med samimi medvedi noter. Lep pozdrav, zvezo smo naredila, hvala. Ja, lep pozdrav tudi vama, 7-3. Ja, 7-3, Soča 5-7, Soča Portabel, S54 Tango Alfa, izvoli. Ja, Živja, 5-9 za tebe, če mi še poveš to Soto referenco. Ja, seveda, Sota je Bravo Radio, S5 skozi Bravo Radio BR, črtica 004. 004, ok, hvala, Živja. Ok, živijo, hvala za zvezo. Raport si mi pa dal koliko? 5-9. Koliko si mi dal raport? Ja, 5-9. Ja, tudi ti imaš super signal. Ceko Sota, Soča 5-7, Soča Portabel. S65HX. Lega zamudnika, 5-9 za oba. Ja, ravno kort, jaz si napisal, pa da te ne bo poj več, ko sem prišel noter. 5-9 si, pa še jaz 5-9 je voga tudi 5-9. Ja, basta 5-9, ima za dosti pik letos. Ja. Ne veš, kaj toliko je pihalo, da sva šibala, pa senca pa to. Ja, se ni problema, jo. V glavnem, lepo se ve, da pa srečno za naslednjega. Ja, naslednjega pa verjetno pol naprej dol proti Postojnima probala, pa tja, upam, da najdeva. En problem je velik, ker nimamo navigacije. Upam, da bo kje kak kotiček, da se bo vklopila. Pozdrav, Marjan. Ja, ni problema. Se bo prišel kakšen signal pa bo. Ok, faj bodita, živo. Živijo. Soča 5-7, Soča Portabel, še kdo? S56 Ljubljana X na nos. Se zgleda za Loto konektor, Bojan, imaš lep signal, izvoli. Ne, tale je v redu, ampak ostalo ni dobro. Ja, ne, tle imaš lep signal, tudi na prejšnjem hribu na tem tako mora biti, 5-9, ok? 5-5. 5-5, v redu, to v Kamniku, ne? Ja, koliko si ti rekel? 5-9 čistih, super signal, 5-9, Bravo Radio 004. 5-9 sem rekel, 5-9. Če je kaj snega? Snega samo za vzorec, nič snega. Prav. Nič snega, samo za vzorec. SP2 Ankaran Unec. 2 Ankaran Unec, evo teko oni ne stiska, prideš fajn čez. Borod 5-9. Ja, pozdrav Sandi, 5-7 v Ljubljani, hvala. Hvala lepa, živ, S57S Portabel, Sota. ST3XX. O, lega, Summit to Summit, 5-9, pridi. Ja, se sam, skozi sam klepetaš, sploh zraven ne moram priti. Ne, nekaj mi postaje zabav in tudi jaz sem stiskupla, da sem se pojemaknil, no. Upam, da si preživel. Sicer je pa to tvoja postaja, tako da. Takle imam, 5-9 si. Ja, kaj si je že čist pokvaril, ali kaj? Ja ne, čisto pokvaril, skozi crkuje.
Ma ne mi reči, no, mene skozi delala. Škoda, no to je slabo slišati. Ja, koliko imaš referenco? Kilo sira, nič, 1,0. Kilo sira, 10. Ja, kilo sira 10. Predolgo govorimo, ne? Ni panike. Imam cajta več pa dovolj. Hvala za zvezo, hvala za sota, živijo. Ja, tebi hvala, ker se oglasil. Vse sem videl spot gor, tle pa pol ni več nobenega signala. Za internet se ne moram niti gor dati, tako da ne bo nič kavi delo. Hvala, Slav, za idejo si bil po, kako se reče temu, idejni ne vodja, no, vse veš, kaj mislim reči, da smo dobro idejo, kam greva. Ja, iniciator sem bil, Ja, ni panike, zdaj, greste še na strgarijo. Ja, sam ne vem, če bova, ko nama navigacija ne dela, mislim, ne vem, kako bomo najdla sploh, namen je, ja. V tedne do strgarije je zelo blizu, pa tudi dobro, strgarija ima več zahodati, malinkost več, mogoče 5 minut več, ampak ni panike. Vse je zelo blizu. Pa posod imaš signal, na vsakem hribu je signal. Signal, jaz ga nimam na internetu, mogoče bi mogel resetirati. Ja, možen, ali pa ročno izber operaterja. Ja, se to bolj imaš enega. Kaj pa imaš A1? Ne, Telemach. Ok. Mislim, da ima Telemach od A1, no, ne vem pa ne. Dobro, v glavnem Telekom ima gor posod. Sandi, lepo se imejte, srečno. Vedno ima en kontra, ko ga jaz nimam. Ok, srečno. Živ. Sklepna misel. Tudi Dedna gora je bila samo aktivirana z moje strani na 2 metrih FM, ker pač dan je kratek in greva še na strgarijo naprej na naslednjo današnjo soto. Tudi ta je total nezahteven kucelček, zelo luštno, fajn je, da je lep dan, tako kot je danes. Prijetno je, po mojem je okrog vsejenih 10 stopinj in trenutno je brez omembe vetra, malenko se čuti na koži. Super, v glavnem. Pot se na momente zgubi, a jo ponovadi hitro najdeš, vsaj smer, in ker je teren tak, kakršen je, ni problem. Edini problem, ki ga vidim zdaj pred nama, je, da nimamo signala internetnega, tako da se treba malo pozabavati. Nisem tle probal, če na vrhu ni miš, da bo tle težko, da bo tle kak signal. Bo dol po avto, če ne bomo pa na karto, pa nekako božji. To je edino malo šit. Pravi Slavc, da, kot ste slišali, da Telekom ima signal, moj Telemach ga nima. A imaš signal? Ok, greva probati, kar tle gor tipkati, da se karto potegne dol. Nadaljujeva navzdol po potki iz Dedne gore. Boža je nekako uspešno pridobila signal in sva kar že tle gor tipkala noter koordinate za naprej. Tako da se posrka karto, da jo naloži gor Google. In upam, da bo zdaj nama ratalo najdeti potko. Malo vožnje je po teh gorskih cestah, ampak so izredno lepi makadami. Tako da kar pogumno tisti, ki še niste bili, da še osvojite tale vrh. Verjetno ste pa več ali manj že vsi, ki se ukvarjate, razen tisti, ki ste na novo prišli, že bili tle gor. Ker je res lahko dostopna zadeva in za veliko točk. Kaj še drugega za povedati? Božo, še ti kaj povedala? Nič. Vse v bistvu ni kaj za povedati. Buke v levo, buke v desno. Pa kaka smreka pride delat gnečo. Zaenkrat pozdrav iz Dedne gore. Smo 13. decembra 2025, sobota je. Dan je spet eden tak lep, zimski, čist nad zimski, bolj jesenski. Imate izredno lep pozdrav, z nas Božo. Servus.